Začenjamo z našo konferenco. Začeli smo slavnostno z slovensko himno. Med našimi vrsti pozdravljate naše goste. Tukaj je kapitan fregate Stanko Dužič, član predsedstva, in goriški član predsednik organizacije, Stotnik Biro, predsednik sežanske organizacije, gospod Čurček Leopold, ki je predstavnik Zveze borcev za vrednote Nobel, Prvo še predsednika vojnih veteranov Slovenska Istra, ampak se bo malo zamudil, tako da... Spoštovana članica in člani združenja, spoštovani gostje in ostali prisotni. Predsedstvo Zveze slovenskih častnikov je na podlagi predlogov članic zveze na svoji seji odločilo o podelitvi priznanj posameznikom in organizacijam, ki so pomembno prispevali k izvedbi programov in prepoznavnosti Zveze slovenskih častnikov v slovenski družbi. Predsedstvo je tako soglasno odločilo tudi o predlogih, ki jih je poslalo občinsko združenje Zveze slovenskih častnikov Koper. Na ta način bomo izrazili zahvalo posameznikom in organizaciji za njihov prispevek k naši uspešnosti in prepoznavnosti. Priznanja bo podelil kapetan fregate Stanko Dužič, član predsedstva Zveze slovenskih častnikov. Pomagal mu bo major Bojan Starc, predsednik Zveze slovenskih častnikov Koper in član predsedstva Zveze slovenskih častnikov. Zato predlagam, da preidemo k podelitvi priznanj in pričnemo z pisnim priznanjem Zveze slovenskih častnikov, katerega prejme Stotnik Miloš Žerjav. Gospod Miloš Žerjav je član Zveze slovenskih častnikov od leta 1993. V tem obdobju je bil zelo aktiven pri vojaško-strokovnih in družbenih aktivnostih občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. Udeležuje se srečanj in drugih aktivnosti tako v organizaciji OZSČ Koper, kakor tudi drugih sorodnih domoljubnih organizacij. Za njegovo pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli pisno priznanje Zveze slovenskih častnikov. Nadaljujemo s podelitvijo bronastih medalj Zveze slovenskih častnikov. Bronasto medaljo Zveze slovenskih častnikov prejme Stotnik Dragovan Justin. Gospod Dragovan Justin je dolgoletni član Zveze slovenskih častnikov. V zadnjem času je zelo aktiven pri aktivnostih občinskega združenja slovenskih častnikov Koper, prej pa je bil aktiven pri jadranju in planinarjenju. V profesionalni karieri je užival velik ugled. Za njegovo nesebično delo ter pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli bronasto medaljo Zveze slovenskih častnikov. Bronasto medaljo Zveze slovenskih častnikov prejme višji vodnik Milan Božič. Gospod Milan Božič je član Zveze slovenskih častnikov od leta 2007. V obdobju je bil aktiven pri vojaško-strokovnih in družbenih aktivnostih občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. Aktiven je tudi pri organizaciji Sever in Zvezi vojaških veteranov vojne za Slovenijo. In ki s tem tudi krepi uspešno sodelovanje in povezovanje med sorodnimi domoljubnimi organizacijami. Za njegovo nesebično delo ter pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli bronasto medaljo Zveze slovenskih častnikov. Sedaj bomo nadaljevali z podelitvijo srebrnih medalj. Srebrno medaljo Zveze slovenskih častnikov prejme nadporočnik Jože Levašič. Gospod Jože Levašič je dolgoletni in izredno aktivni član občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. S svojim delom in angažiranjem pri aktivnostih društva uveljavlja njegovo vlogo in pomen v mestni občini Koper in na obrambnem področju v celoti. V svoji profesionalni karieri opravlja najzahtevnejša opravila in uživa velik ugled. Je član predsedstva občinskega združenja Zveze slovenskih častnikov Koper.
Za njegovo nesebično delo ter pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli srebrna medalja Zveze slovenskih častnikov. Srebrno medaljo Zveze slovenskih častnikov prejme poročnik Matjaž Podobnik. Gospod Matjaž Podobnik je dolgoletni in izredno aktivni član občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. S prisotnostjo in svojim delovanjem na mnogih aktivnostih, ki jih organizira naše matično združenje, daje pomemben prispevek k uspešnemu in učinkovitemu delu organizacije. Zelo je aktiven pri strelskih tekmovanjih in je tudi član predsedstva občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. Za njegovo nesebično delo ter pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli srebrna medalja Zveze slovenskih častnikov. Prehajamo na podelitev zlatih medalj Zveze slovenskih častnikov. Zlato medaljo Zveze slovenskih častnikov prejme višja vodnica dr. Majda Šavle. Gospa Majda Šavle je dolgoletna in izredno aktivna članica občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. S svojimi prispevki, predlogi in pobudami zagotavlja uspešnost načrtovanih aktivnosti in planiranih dogodkov. Kot predsednica nadzornega odbora ima zahtevno delo. To opravlja vestno, kritično, pa vendar korektno v dobrobit vseh članov občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. Za njeno nesebično delo ter pomoč pri izvajanju programa dela se ji podeli zlato medaljo Zveze slovenskih častnikov. Zlato medaljo Zveze slovenskih častnikov prejme stotnik Grozdan Jerman. Gospod Grozdan Jerman je dolgoleten in izredno aktiven član občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. Vrsto let deluje v naših organih naše častniške organizacije. V svojem bivalnem okolju je zelo aktiven, predvsem v domoljubni organizaciji Zvezi borcev. Je tudi naš zastavonoša. Za njegovo nesebično delo ter pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli zlato medaljo Zveze slovenskih častnikov. Predlagam, da preidemo k podelitvi priznanj še iz leta 2021. In sicer imamo še bronasto medaljo višjega vodnika Ivana Nanuta, ki je, kolikor jaz vidim, odsoten. In zato predlagam, da podelimo srebrno medaljo Zveze slovenskih častnikov štabnemu vodniku Jožetu Kravanji. Jože Kravanja je dolgoletni in izredno aktivni član občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. Vedno je prisoten in aktiven pri vseh dejavnostih občinskega združenja in uspešen pri izvajanju nalog, ki mu jih leta nalaga. Zelo opazna je njegova vloga na strokovno-vojaškem področju. Jože je bil vrsto let član predsedstva občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. Za njegovo nesebično delo ter pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli srebrno medaljo Zveze slovenskih častnikov. Iz leta 2021 imamo tudi prisotna dva člana, katera nista dobila. In to sta oba za zlato medaljo. In torej zlato medaljo Zveze slovenskih častnikov prejme štabni vodnik Tomaž Leban. Tomaž Leban je dolgoletni in izredno aktiven član občinskega združenja slovenskih častnikov Koper. Ter zastavonoša občinskega združenja slovenskih častnikov Koper in hkrati tudi po novem glavni praproščak oziroma glavni zastavonoša Zveze slovenskih častnikov. In nemalokrat v tej funkciji zastopa tudi Zvezo slovenskih častnikov. Redno se udeležuje državnih proslav in drugih dogodkov na državnem, regijskem in občinskem nivoju. S svojim zgledom in znanjem protokolarnih obveznosti večkrat sodeluje pri organizaciji slavnostnih in drugih dogodkov. Je tudi član predsedstva občinskega združenja slovenskih častnikov Koper.
Večkrat pa je zastopal tudi podčasniški zbor Zveze slovenskih časnikov na dogodkih in tekmovanjih v tujini. Za njegovo nesebično delo ter pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli zlata medalja Zveze slovenskih časnikov. Zlato medaljo Zveze slovenskih časnikov prejme major Ljubo Benevol. Ljubo Benevol je dolgoletni in izredno aktiven član občinskega združenja slovenskih časnikov Koper. Redno se udeležuje naših aktivnosti, zadolžen je tudi za objavljanje prispevkov na spletni strani Zveze slovenskih časnikov. Prav tako je zelo aktiven na državni ravni, kjer skrbi za objavo prispevkov drugih občinskih združenj slovenskih časnikov in za svojimi izkušnjami in delovanjem prispeva k uspešnemu delu komisije. Za njegovo nesebično delo ter pomoč pri izvajanju programa dela se mu podeli zlata medalja Zveze slovenskih časnikov.